Pozdravljeni, moje ime je Natalija in sem magistrica psihosocialne pomoči. Danes se bom posvetila naslednji temi in to je panični napadi. Kaj so sploh panični napadi? Mnogi ob čutenju notranje napetosti ali malce hitrejšemu utripu srca že mislijo, da imajo panični napad. Kar nekaj napačnih interpretacij obstaja, kaj pravzaprav panični napad je, oziroma kdaj pravzaprav živimo oziroma doživimo panični napad. Zato bo današnji video posvečen njemu, paničnemu napadu. Vsakdo se kdaj pa kdaj počuti paničnega oziroma, kot ljudje radi rečemo, zagrabila me je panika. Morda zaradi lovljenja časovnega roka ali zaradi načrtovanja zabave, mogoče poroke, morda pa gre resnično za panični napad. Če želimo postaviti diagnozo panični napad, moramo biti pozorni na kar nekaj znakov. In pomembno je vedeti, da en panični napad ne pomeni panične motnje. Panični napad ni mogoče predvidevati vnaprej. Zgodi se nenadoma, brez opozorila, na nekem dogodku oziroma ob nekem dogodku, ki sproži nek občutek, kjer se poveča količina adrenalina. Do tu ni nobenih težav. Izjalovi pa se, ko oseba narobe interpretira pomen telesnih simptomov in jih dojame kot znak, da se dogaja nekaj nevarnega. Na primer, da ga je zadela kap, ali pa da ima srčni napad, da se bo zadušil ali da bo umrl. Dobro je, da prepoznamo panični napad, zato nekaj napotkov. Napade panike spremljajo različni simptomi, ki nimajo znakov telesnih obolenj. Vrhunec, tisti najbolj intenzivni del napada, tega paničnega napada, traja le nekaj minut. In znaki ne trajajo čez celoten dan ali cel teden. V diagnostičnem in statističnem priročniku za mentalne bolezni, 5. izdaja, je panični napad opredeljen kot nenaden nagon intenzivnega strahu ali intenzivno nelagodje, ki doseže vrhunec v nekaj minutah in do katerega lahko pride iz ali umirjenega stanja ali pa iz tesnobnega stanja. Pomembno je, da veste, da ves čas trajanja napada morajo biti prisotni vsaj 4 ali več od naslednjih simptomov, ki jih vam bom naštela. Prvi je palpitacija, to pomeni pospešeno bitje srca oziroma neredno utripanje srca ali razbijanje srca. Nato je potenje, drhtenje ali tresenje, občutek kratke sape, davljenja, dušenja, tukaj noter nas boli, zasoplost, bolečine ali drugi nelagodni občutki v prsih, bolečina v trebuhu, želodčne težave ali slabost, občutek omotičnosti, nestabilnosti, lahko se nam bliska pred očmi ali pride do omedlevice, vroče ali ledeno oblivanje, potem otrplost ali mravljinčenje po celotnem telesu, potem občutki neresničnosti ali depersonalizacije, se pravi, da smo nekako ločeni sami od sebe, da nekje drugje smo, nekdo drugi od nas nekaj dela ali misli. Misli o tem, da boste popolnoma znoreli ali pa izgubili nadzor. Pride tudi do strahu pred smrtjo. Večina ljudi doživi panični napad enkrat ali zelo redko. Če pa gre za napade s prej omenjenimi simptomi, ki se pojavljajo enkrat ali večkrat na mesec in ima še enega od naslednjih znakov, to so trajna skrb ali skrb zaradi dodatnih napadov panike ali njihovih posledic, morda spremembe v vedenju povezane z napadi, na primer, da se izogibate vadbi ali neznanim situacijam. Motnje ni mogoče pripisati fiziološkim učinom snovi, se pravi zlorabi drog ali zdravil ali drugo zdravstveno stanje. Morda povezano z drugo duševno motnjo, kot je fobija, obsesivno-kompulzivna motnja, posttravmatska stresna motnja, ločitveni, anksiozni motnja. Takrat pa govorimo o panični motnji. Dodatno pa se to zaplete tako, da se pridruži še anticipatorna tesnoba, kar pa pomeni, da je to strah pred novim napadom. V MKB-10, to je mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene, je zapisano, da je bistvena značilnost panične motnje ponavljajoči se napadi hude anksioznosti, se pravi hude panike, ki se ne omejujejo na katerokoli posebno okoliščino ali na niz okoliščin in so zato nepredvidljivi.
kot pri drugih anksioznih motnjah vključujejo se dominantni simptomi, se pravi nenaden nastop palpitacij, bolečine v prsih, občutek dušenja, se pravi vse se dogaja tukaj, vrtoglavice in občutke nerealnosti, se pravi, da gre za depersonalizacijo ali derealizacijo. Često se pojavi še dodatni strah pred smrtjo, izgubljanjem kontrole ali norostjo. Vendar se moramo zavedati, da se panični napadi lahko zgodijo vsakomur in je lahko resnično tudi zastrašujoč. Napačne razlage prej omenjenih simptomov obsegajo misli, da bo posameznik umrl ali da ga bo celo kap ali da se bo zadušil, znorel, izgubil nadzor nad svojim vedenjem in ne mara, da bo storil celo kaj slabega sebi ali komu drugemu. In vse te misli posameznika še dodatno prestrašijo, povečajo tesnobo, povečajo se vsi prej našteti simptomi, ki jih dodatno katastrofizira, se pravi, vsi jih še potencira in kot nevarno seveda, in ta začaran krog je sklenjen. Zato, če boste imeli občutek, da imate panični napad, boste zdaj vedeli, kakšno je vaše stanje in ga boste znali opisati bodisi terapevtu, bodisi psihiatru ali pa osebnemu zdravniku in ne nazadnje, da boste lahko dobili takšno pomoč, kakršno jo potrebujete. Dejstvo pri paničnih napadih je, da večkrat, ko se pojavljajo in večkrat, ko nas je strah, da se bodo pravzaprav sploh pojavili, se dejansko te panični napadi res pojavljajo. Zato, ker je interpretacija, da se bo zgodil panični napad, prinesla ta naraščajoči strah in s tem se pač nam dvigne ta telesna vznemirjenost in seveda posledično pride do paničnega napada. Mogoče se sliši čudno, vendar je res. Strah pred paničnim napadom povzroči, da se bo panični napad prej zgodil. Zato se pogovarjajte o tem, govorite o tem, saj nikoli ne veste, kdo v vaši okolici vam lahko nudi pomoč, to moč, da boste lahko premagovali svoj problem. Panične napade se pa seveda da uspešno zdraviti s kognitivno-vedenjsko terapijo, seveda tudi s farmakoterapijo. Pomembno pa je, da znotraj teh napadov in tega strahu ne ostanete sami in da niste sami s paničnim napadom. Glejte me v naslednjih videih z naslednjimi vsebinami na mojem YouTube kanalu.